Somebody that I used to know. Dobro jutro vam želim na Radio Express, kjer je z mano v studiu danes župan Zoran Janković. Na telefonski liniji pa poslušalec Zmago. Zmago, povejte, kaj vas zanima. Lep pozdrav. Eno vprašanje bi imel, in sicer tlele povezava med Jurčkovo cesto in Knezovim Štradonom, reče si pa Bobrova ulica. Pa je to javna cesta in me zanima v bistvu za nekih 20 kvadratnih oziroma dolžinskih metrov, te se bo to kaj počel, ker če bi bila možna slika, da bi zdaj poslušalci to videli, bi koga kap zadela, kaj je možno v bistvu, po čem se ljudje vozijo. Pa me pa zanima, če bo to kaj se uredili. Pa zdaj mi da govorijo o Bobrovi ulici, tam Tisma Gadam, hočo povedati, proti železnici. Točno to. Tisma Gadam proti železnici nažalost ni naše zemljišče in vi v Bobrovi imate, je zaprt za promet razen za lokalni dovoz, ne, in do vsakega objekta, ne, se lahko pride po asfaltu, ne, je pa res, da bi bilo tam izjemno dobro narediti še do železnice, ne, Makadam urediti uvozno in če vam lahko povem... Če vas lahko, očitno se ne zastopa, ne do železnice. To se pravi, govorimo samo do Knezovega Štradona. Vse v redu, proti železnici, se razumeva čisto dobro. Ne? No in mi bomo zdaj začeli v tem mesecu delati ob dolenjski železnici parkirna mesta, to je tam, kjer zraven ceste, ulice Borcev za Severno mejo in potem čez Perucijo cesto gremo v Šoreto cesto. Če bomo uspeli dobiti zemljišče, bomo tudi to naredili, ker je, da se strinjam, ne, tle so izjemne jame, ampak dokler ni rastlina urejena, žal ne moramo nič. Ja, praksa v bistvu je bila že tudi, da se da tudi dost konkretno v bistvu narediti v zvezi s pridobivanjem zemljišč. Urejte, sosedi se malo pogovorite, pa je. Vse veste, kako gre, ne? Ampak pravim, drugače pa cesta do tam, ne, asfaltirana, urejena, ne, manjka pa 100 metrov, no, da bova čisto egzaktno. Še ne, manjka 30 metrov voz, ja, pa komunalna. Pa pol še levo, no, dejva. Ja. Ker če bomo delali, bomo tudi tam naredili, da bo lezli lahko ena krožna pot, no. Ja. Okay. Hvala lepa, Zmago. Zmago, hvala lepa. Na Radio Express gremo naprej z vprašanji, ki ste nam jih poslali na program afnaradioexpress.si. Bojano zanima, na podlagi česa so na prvem delu Knezove ulice pred Drenikovo stanovalci postavili rampo. Tega pa res ne znam odgovoriti, ampak Knezove pred Drenikovo ulice postavili rampo. Ja, rampo lahko postavijo samo tam, če je njihovo zemljišče, ne, tako da bi prosil, če že piše, ne, saj malo bolj konkretno, prvo slikco pa bom dal preveriti, ne. Torej, Bojana, kakšno slikco pošaljte, pa mogoče mečka bolj obsežen mail. Mi gremo naprej s telefoni, 015 milijonov, kdo je z nami? Ja, Doran Andrej Turmažin, vprašanje za župana. Kar povejte. Ja, gospod župan je govoril o rekonstrukciji ceste Črna vas-Podpeč. Ne, Črna vas ne Podpeč, samo do meje, tam do Podpečine je občina Brezovca. Ja. Ampak pred tem, pa dolgo leto pričakovana in nujna rekonstrukcija Žalčine ceste. Torej, to je najslabša vpadnica v Ljubljana in nemogoče za stanovalce in seveda tudi... Kjer ceste, prosim? Ižanska cesta. Lejte, v tem paketu, ne, da bo še enkrat, ne, vi veste, da je od Perucije, oziroma od Črnovaške ceste proti Mateni Ižanska cesta narejena in ta bo šla na tej strani do Jurčkove. Do Jurčkove ceste bo tudi ta narejena, ker smo dobili evropska sredstva, začne se drugo leto, tako da boste in črnovaški prebivalci in prebivalci Ižanke imeli leto in pol težek dostop do doma. Da, drugo leto gre tudi Žanska do Jurčkove, dobiva kolesarsko stezo, dobiva pločnik in tam čez Iščico bo narejen poseben mostek za kolesar in pešce. Dobro, župan, hvala lepa in tudi čestitke vam in vsej upravi za dobro delo. Hvala lepa, imam najboljšo ekipo, hvala lepa imamo moj sodelavcev. Seveda. Hvala lepa za klic, mi gremo naprej z vprašanji iz maila. Kolesarji iz smeri Šentjakoba nimamo ravno varne poti do Šmartinske ceste. Ali obstaja kakšen načrt v prihodnosti, da bi bilo to bolje? Romano to zanima? Da, obstaja ta načrt, zdaj smo dosti blizu, to je državna cesta.
Država je letos pristopila k temu resno, začela odkupiti zemljišče in država to cesto uredi, ne, mi porejemo še pločnike. Super, hvala za odgovor. Marija je z nami. Marija, lepo pozdravljeni. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Povejte, Zoran Janković vas čaka. Tako, kar povejte. Ki ga imela že večkrat oziroma že tudi pred leti in je bilo pač obljubljeno, da so že sredstva oziroma rečeno, da so že sredstva in bi tudi moralo biti narediti glede na njegove besede in obljube in tudi dejansko evropska oziroma sredstva so. Gre za Tržaško cesto, Dolgi most. Tržaško cesto, Dolgi most, komunalne storitve oziroma konkretno kanalizacija. Čez Dolgi most, če me že držite za besedo, ne bom še enkrat ponovil, dobili smo evropska sredstva, enoletno zamudo, ne zaradi pritožbe SDS v Bruslju. Ta program je v letu 2021 predviden, ta del čez Dolgi most in bo vsa kanalizacija je v sklopu aglomeracij. Mi smo zdaj praktično v izvedbi prvega sklopa, 3 sklopi razpisujemo, prvi sklop obstaja 24 km, drugi je zdaj zaključen razpis, izbor izvajalca za 42 km in po novem letu bo tretji sklop razpis, ker se pa še vino, tako da boste imeli. V sklopu aglomeracije evropskih sredstev ne prenavljamo 261 cest. In nekako poskušamo delati, da nismo na istem koncu, da ne zapremo promet vstopa z enega konca v Ljubljano. Tako da leta 21 se navrsti. Ja, zdaj tako, ne vem koliko, že precej let nazaj sva govorila in tudi potem vsako leto konstantno in tudi je bilo rečeno že pred leti, da bodo, ne vem, 17., 18., 19. Mene je že 21. In se bojim, da bo v naslednjem stoletju. Srečno pol, ne, tudi. Ne, se upravičujem. Ne, prvič ne dovolim, da ste sarkastični do mene, ker enostavno pravim, mi imamo v Ljubljani 1626 cest, pravim, prenavljamo samo v tem sklopu 261 in jaz sem govorim tisto, kar je razpis, da pa se ne bi bal, lahko pa mirno pogledate v te sklope, ker to je vse, kar sem zdaj rekel v proračunih Mestne občine Ljubljana. Mislim, bojimo se, zato, ker je zelo velika zamuda že in ni zamude, da leta predstavljajo. Gospa, ni zamude, ne pustimo se nič dela, ker smo vedeli, da bo evropska sredstva. Povedal sem, zakaj pa zamuda. Ja, to poslušamo že leta isto. Ok, gospa. Ja, hvala. Lepo se imejte. Hvala. Hvala, gospa Marija. Z gospodom Zoranom Jankovićem sva seveda z vami tudi po novicah. Zdajle si bomo zavrteli eno Nino Pušlar, da se majčkeno pomirimo, potem novice in seveda... Nina Pušlar je bila zdaj glavna zvezda z našimi res zlatimi odbojkaši, kolesarji in pa veslači, tako da skus upašali, tako da če že Nina Pušlar, ne zapoje še tisto odbojkarsko. Svet je lepo zapela, ampak lepo je Nino Pušlar na Radio Express napovedal kar Zoran Janković. Uživajte. Radio Express. Dobro jutro na Radio Express, kjer je glavna glasba, razen ko pride gospod župan, takrat pa za par odtenkov več govorimo. Dobro jutro, gospod župan Zoran Janković. Dobar dan. Dobar dan. Dajte mi samo nekaj povedati. Jaz sem Kranjčan, ki zdaj živi v Ljubljani in ena stvar me res bega. Stožice ali Stožice? Stožice. Stožice. Super, potem sem prav vedel. Se pravi, da se tudi Stožice malo bolj pogorensk naglasi. Ne, drugače bilo zlate Stožice, če gledamo vse, kaj smo osvojili v Stožicah. Tako da upam, da še pride košarka Olimpija v Final Fouru v Stožicah. Super, in potem bomo res preimenovali v zlate Stožice. Eno pesem vam zavrtim, potem pa gremo naprej z vašimi vprašanji. Kul jutro in Klemen Bučan. Dobro jutro vam želim na Radio Express, kjer je z mano v studiu gospod župan Zoran Janković. In z mano na telefonu pa je poslušalec Dag. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Dobro jutro vam in gospod županu. Dobro jutro. Kar povejte, kaj vas zanima? Jaz imam eno težavo z parkiriščem pri osnovni šoli Trnovo. Probam je že en mesec rešiti z redarstvom, smo si izmenjali že 10-15 mailov, pa mislim, da nikamor ne pridemo. Gre pa za to, da je to parking, to je nasproti Zikarlove 10, ki je namenjen odlaganju otrok v vrtec in šolo. To je parking za 22 parkirnih mest, kjer je pa vsako jutro zdaj 15 do 18 avtomobilov, ki so tam parkirani permanentno. To se vidi, če pridete po 8:30,
ko so vsi otroci v šoli, te avtomobili so tam po uro in več, noben se ne premakne. Problem je pa seveda zato, ker starši, ki bi odlagali otroke, imajo na 222 parkirnih mest na voljo samo 4 in je neznosna gužva. Otroci skačejo ven tudi na cesti, to je nevarno in tako naprej. Mislim, da se da to dosti enostavno urediti, da se en dan podelijo obvestila, drugo dan pa kazni, pa bo mer. Ker parking je pa namenjen za 15 minut, znak je za 15 minut in tudi znak, da pa je kot važa tistega, ker se ne drži. Je pa to problem, ki je že leta isti. Zdaj odgovor je preprost, težaven, nevestni vozniki. Vi morate vedeti, da niti ena šola, niti en vrtec ne more zagotoviti 200 parkirnih mest za tiste vse, ki pripeljejo otroke. In to, kar smo naredili pri vas, ker je izjemno težavno parkiranje, je maksimum 22 parkirnih mest in to, kar razlagate, bom poslal pa zdaj redarje v kontrolo, da bojo počakali kakšno jutro. To pa zagotovim, evo. Da bomo videli. Redarji so že rekli, da so tam niso znali, ker so jih v sistem. Trikrat od pol 9 do 15 do 10, eno od 18 avtomobilov se ni premaknil. Pravim, pošljem redarje, pogledam, če so pravi znaki, če ne bomo pa znake postavili še enkrat, da bo to pisal in bo pač mogel vsak dati si gor uro, no? Ne, tako, seveda, ampak če bi 15 minut je 22 mest več kot dovolj za celo šolo. Ni dovolj, ampak veliko več kot jih je 5. No. Bom še enkrat pravim, pošljem redarje in tudi, če bo treba znake, bom tu znake uredil. Najlepša hvala, pa lep dan. Enako, srečno svenje. Hvala lepa, Dagu. Mi gremo naprej z vprašanji, ki jih pošiljate na program afna.radioexpress.si. Suzano zanima, ne vem, če ste pravi naslov za to vprašanje, vendar bom poizkusila, je rekla. Zanima me, kakšna so merila za vzpostavitev avtobusnih linij v okolico Ljubljane oziroma kaj je potrebno storiti, da se te linije vzpostavijo. Namreč v Gradišču nad Pijavo Gorico živi veliko mladine, ki se šola v Ljubljani, avtobusne linije pa so nemogoče, tako potrebuje dijak za prevoz do doma najmanj uro in pol, če se mu linije poklopijo sicer in običajno več kot 2 uri za razdaljo 20 km in zamenjati morajo kar 3 avtobuse. Torej, Suzano zanima, kakšna je povezava tam, če je možna. Mi že vozimo v sosednje občine in ta avtobus, ki pelje v Grosuplje, je izjemno popularen, 3G, tako da je poln in ne se zberejo pač prebivalci tega kraja, ki je bil omenjen, pošljajo meni oziroma na naš LPP predlog, koliko jih je in bomo poskušali narediti, kar se da. Ne trdim, da bomo uspeli, ampak probamo na vsak način. Sicer pa to moraš reševati čez svojo občino. Super, Suzana, upam, da ste zadovoljni z vprašanjem. Mi pa gremo naprej, že nekdo na telefonski liniji. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdravljeni na Radio Express. Kdo je z nami? Ja, kot kaže nihče, tako da gremo naprej. V naselju Tomačevo se ob hudih nalivih zgodi, da kanalizacija pride na površje. Tu gre čisto natančno za ulico Pot k Savi. Kaj lahko prebivalci tam ukrenejo? Špelo zanima. Očitno nekaj narobe narejen s temi hišnimi priključki, ker Pot ob Savi ima kanalizacijo in rad bi konkretno, da pojo hišno številko, pa če lahko poslika, pa pošlje, pa bom jaz poslal našo vodovoda kanalizacije. Torej špela, hišna številka, pa malo poslikati in bo gospod Zoran Janković probal to urediti. Z nami pa je že nekdo na telefonu. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdravljeni na Radio Express. Povejte, kaj vas zanima. Ali se kaj me zanima? Dajte samo radio mečken bolj potihem, da se bo bolj slišal. Hvala lepa. Na Žanski cesti pred Ižico. A bo krožni tok ali ne, ko se bo renovirali? Ne bo krožnega toka, ampak zdaj govorja čez premostov, hoče povedati, ne? Ja. Ne bo krožnega toka, ampak ker ga ni možno narediti, je pa tam čez Ižico pride še mostiček za kolesarje in pešce. Aha, to ste povedal, ja. Aha. Da, drugo leto ne se name jeziti, pa kreje, kaj bo vse razkopano. Ja, to ste rekli že konc septembra, pa konc sej je drugo. Ja, in kaj bi zdaj v decembru imeli razkopano? Čim prej, da se bo uredili. Koliko let ste že na Ižanki? Se nismo slišali zdaj. Je že v redu. Drugo leto.
Drugo leto, torej gremo naprej z vprašanji. Jureta zanima, zakaj niso naredili krožišča na uvozu na P+R na mesto semaforja, kajti pretočnost ceste je sedaj še bolj katastrofalna v obe smeri. Kje? Stanežiče. Stanežiče je tako, kot je bilo, ne. To je državna cesta in mi smo dobili samo soglasje za levi zavarni pas in pa za semaforizacijo. Tako da ta trenutek pretočnost Park and Ride ne ovira, ker še ni odprt. In oni, prebivalci, ki se vozijo v smeri Medvod proti Ljubljani in nazaj, so dejansko eden od tistih 120 migrantov in jaz upam, da se bo del tega ustavil na Park and Rideu. Torej, zaenkrat pride semafor. Super, hvala za odgovor. Z nami pa je že nekdo na telefonu. Lepo pozdravljeni na Radio Express. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kar povejte, kaj vas zanima? Ja, Mostarjev Jarek pred parimi leti je gospod župan poskrbel, da je za 150 bil urejen. Samo trenutek, nekaj odmeva. Zelo slabo vas slišimo. Odmeva. A imate mogoče nas na kakšnih zvočnikih ali pa kaj? Kaj se ima? Je v redu? Mislim, da zdaj sem razumel, je že v redu, tako da smo razumeli za razliko od prej 3 besede, ker je boljš. Gospod Janković nam je pred parimi leti uredil, da so uredili Mostarjev Jarek, ki je bil do svete zanemarjen. Zdaj se spet nabira mulj, ampak nišče nič ne naredi, pa me zanima, kakšne so direktive, da bi nas reševali to. Torej, nekje se nabira mulj, kje ste rekli, da je to? Na Barju, vse je v redu, na Barju. Kontrola se upravlja, tako da bomo skrbeli, da bo ostal čist. Bi pa lepo prosil, če ste toliko prijazni, ne bo težko eno slikco, pa mi pošljite, pa lahko pošljem tako ekipo. Najlepša. Hvala vam. Super, hvala za klic. Vas Medno, to naselje tudi spada v občino Ljubljana, cesta skozi naselje pa je katastrofa, še posebej se je uničila ob obnovi železniškega mostu pred Medvodami. Kdaj se bo ta cesta skozi naselje do motela Medno obnovila in s tem odstranila tabla poškodovano cestišče, ki stoji že 3. leto, pravi Jure? Ni pravi naslov, mestna občina Ljubljana, državna cesta in se mora obrniti na DRSI, torej na državo, Republiko Slovenijo. Torej, obrnite se na državo, pogledamo, če je še kdo z nami, če ne, pa rečemo gospodu Zoranu Jankoviću. Hvala lepa za danes in se vidimo spet 1. četrtek v mesecu novembru, to je 7. november. Hvala lepa za povabilo, pa hvala vsem poslušalkam in poslušalcem za vprašanje in samo še eno obvestilo, tako pomembno. Mi zbiramo pobude za spremembo prostorskega načrta in vse ponovno prijazno opozarjam, da to velja samo do 10. ta mesec, po tem roku ne bo prepozno. Če kdo ima kakšen namen, naj to uredi do 10. oktobra. Sicer pa uživajte v Ljubljani, tako mnogo lepih dogodkov je. Še enkrat bom podaril to, kar je bilo v Kongresnem trgu ob sprejemu tako naših kolesarjev kot veslačev, se pravi zlate medalje in pa srebrno-zlatnih odbojkarjev, ne vem, kako jih imenujem, bilo je izjemno vzdušje in enostavno dobra energija, in ta dobra energija ne ostane. Hvala vse skupaj in pa srečno Ljubljana. Cool jutro in Klemen Bučan na Radio Express.